Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Radio Sora vam dela družbo in zdaj le odpiramo vrata Sorine radijske klepetalnice Na stežaj. V njej pa danes z velikim veseljem pozdravljamo Jožeta Dakskoblerja, človeka mnogih talentov, ki je srcem in dušo zapisan krajem v domači Baški grapi, bogatstvu njihove dediščine, pa planinam, gorskemu teku, gasilstvu, glasbi in še čemu. O vsem tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Najprej pa dober dan in dobrodošli v naši družbi, Jože. Kako ste? Ja, Jana, najlepša hvala. Lahko rečem, da sem čisto v redu in seveda se vam zahvaljujem za povabilo. Z velikim veseljem, glede na vse zgodbe, ki jih skrivate, ki jih poznate, ki jih radi pripovedujete. Saj ne vem, kje bi začela, pa morda, ker je oktober tudi mesec požarne varnosti, mesec, ko ste morda malce bolj v ospredju tudi gasilci, kar z gasilsko dejavnostjo, ne? Kaj vam kot gasilcu pravzaprav pomeni mesec oktober? Ja, tako bom rekel, mi se včasih pohecamo, pa je v narekovajih res tako, da je mesec oktober mesec, ko gasilcev ni doma. Se pravi, oktober mesec je mesec preventivnih dejavnosti, kjer gasilci odpirajo svoja vrata vaščanom, krajanom, šolam, vrtcem, seveda in tudi zelo radi prikazujejo svoje veščine, ki se jih pač skozi leta gasilci tudi primerno, bi rekel, navadijo. V glavnem letošnji mesec oktober je posvečen tudi preventivi, mislim, da je naslov Ali veš, kakšen je izhod iz hiše, predvsem tem evakuacijam in vsemu temu. Tako da mesec oktober se je kar dobro prijel in ljudje pričakujejo, da je ta mesec bolj posvečen preventivni dejavnosti kot pa kakšni drugi stvari. Ja, tudi mi si želimo več preventive, pa manj tistih akcij, ampak se pa zavedamo, da imamo, bom rekla, kar eno tako močno vojsko prostovoljcev, ki živi to svoje poslanstvo in tudi vi ste eden takšnih. Več kot 50 let ste že zapisani gasilstvu, začeli ste kot mehen fantič, čeprav je sprva kazalo, da pa ne bo šlo, malo ste kolebali, ostrišti dolge lase ali ne ostrišti dolge lase. Res je tako, Jana. Jaz se tega zelo dobro spomnim. Mislim, da smo bili mi prva generacija, ki smo začeli posnemati bitle, nositi dolge lase, tako čez oči dol, od zadaj ni bilo, ampak važno si imel sprej dol čez oči dolge lase. V glavnem, jaz sem bil že takrat kot mlad fant navdušen nad gasilstvom in ko sem prišel gasilcem, so rekli, boš lahko, če se boš ostrigel. Seveda je se ostrišt nisem hotel, pa sem malo hodil, pa nisem. Na koncu sem me sprejel tako, kot sem bil in še danes sem, se pravi, 57 let sem član prostovoljnega gasilskega društva Podbrdo. Seveda v našem društvu ne izvajam več nekih operativnih dejavnosti, ker tudi pač je to predpisano, do koliko let si ti lahko operativni član. Pomagam pa še vedno tam, kjer se le kaj da, in toliko kot mi tudi čas dopušča. Sem vodja veteranov v našem društvu in seveda ni dolgo nazaj smo imeli eno krasno srečanje veteranov na 3 zvez, se pravi Tolmin, Kobarid in Bovec, tako da je bilo to prav res lepo v tej prelepi vasici Drežnici nad Kobaridom. Tako da mislim, da gasilstvo, ki pride enkrat vate, ne gre tako hitro ven in vsak tisti, ki ustraja do konca. Je gasilstvo, pravzaprav poslanstvo oziroma lahko mirne duše rečeva kar način življenja? Resnica, gasilstvo je način življenja, jaz se tega dobro zavedam, še bolj se pa tega zavedajo moji domači in moja žena, ki za to zvesto skrbi že skoraj skozi vsa ta leta. Ker, jaz bom tako rekel, posebno zdaj pri mladih, ker so te dejavnosti še toliko bolj, bi rekel, večje, kot so bile včasih, kajti gasilci so danes služba, ki je pozvana skoraj na vse. Pri pristanku helikopterja, odpiranje vrat, vse, kar se dogaja, kar ljudje sami ne morejo narediti, v bistvu pridejo gasilci pomagati. In tisti, ki je danes operativni član,
more biti res sam zelo zagnan, podpirati ga more pa družina in pa seveda tudi tam, kjer je zaposlen, mora imeti posluh za te stvari, da ti fanti to lahko tudi opravljajo. Kako pa se je gasilstvo, pa morda tudi odnos do gasilstva spreminjal skozi vsa ta desetletja? Ne? Sami ste že 57 let del gasilske družine. Jaz lahko povem samo to, ko sem jaz začel v Podbrdu, seveda lahko rečem, temu, kar je danes, nismo imeli nič. Imeli smo en star avto, takrat so bili ljudje še drugačni in ni bilo tako, kot danes, ko ima vsak operativni član svoj ključ. Včasih je bil tak velik ključ za vrata odpreti, mogel je samo gospodar in Bog nadaj, če je prišel kakšen mlad človek ta ključ iskat, so ga vprašali, zakaj ga boš pa nucal, a ne? Tako da danes je pa to druga zgodba, a ne? Ljudje so res opremljeni, z vozili, z opremo, s tehniko, še najbolj je pa vredna oprema, ki varuje gasilca. To je danes bistvenega pomena, kajti danes so tudi materiali, ki gorijo drugačni kot pred 50 leti. Danes je to ogromno plastike, enega takih in drugačnih stvari. Če to zagori, vse to proizvaja neke strupene pline in tu je bistvenega pomena, da imajo gasilci dobro zaščitno opremo. Pa dovolj časa, ne? Ker prav zaradi novosti, zaradi tehnologije ni več dovolj le, da imajo gasilci čas za intervencijo, ampak je potrebno veliko časa tudi za nabiranje znanja. To pa vsekakor. Danes je gasilska služba, bi rekel, zelo zahtevna. Že vsi tile tečaji, se pravi, že prvi tečaj, ki ga gasilec opravi, se pravi, da dobi naziv operativni gasilec, traja približno 106, skoraj 180 ur. Se pravi, to je en mesec, kot da bi človek hodil en mesec v službo. Ne? Vse to se pa dogaja čez vikende. A ne? Se pravi, koliko dni je družina gasilca prikrajšana za tega fanta, moža, človeka, ki se s tem ukvarja in jaz bom še enkrat rekel, če pride tako, da vsakič, ko prideš od nekje z kakšne gasilske dejavnosti domov, da te žena malo po stran gleda, eno drugo se kaj hitro lahko zgodi, da ostaneš brez žene ali pa brez gasilstva. Je pa, lahko rečeva, eno tako dejstvo, ki pa poboža dušo, ne, da pa mladi še vedno z veseljem stopajo tudi v gasilske vrste. To je pa res, kajti moramo vedeti, gasilstvo je, včasih so vedno rekli, polvojaška organizacija. Se pravi, pri gasilcih imaš uniformo, je red in disciplina. In to danes otroci še kako dobro vejo. In ni nikjer, ne vem, kakšnih hudih problemov glede discipline in redu, kajti zdaj marsikega tudi ni več. Ne? Danes otroci lahko kažejo že skoraj vse, pri gasilcih je pa hierarhija, ki jo znamo vsi poslušati. Tudi odrasli morajo točno vedeti, kdo je vodja intervencije, kdo je eno, kdo je drugo in vsak opravlja svoje delo. Tako da to mislim, da je pa še edina organizacija, ki res te otroke mal, če rečem po domače, mal pošlihta, da morajo biti tiho, da morajo delati, da morajo se tam prepirati med sabo, da so tovariši in to je res nekaj posebnega, kar pa tudi otroci bi rekel, upoštevajo. Mi smo imeli nedolgo nazaj regijsko tekmovanje v gasilskem krosu. To je tako zanimivo tekmovanje, kjer otroci morajo teči, zraven morajo pa obvladati ogromno gasilskih veščin. Pred 20 leti na takem tekmovanju v severno-primorski regiji jih je bilo približno 1000 otrok, govorim narobe, jih je bilo 300 in nekaj otrok, letos jih je bilo čez 1000. A ne, se pravi, članstvo v naši organizaciji ne pada, ampak se povečuje. Seveda, od teh otrok, ki se vsega tega udeležujejo kot otroci, jih pa potem mogoče ostane 1/3 ali pa celo 1/4. In to postanejo tisti ljudje, ki ostajajo obsijani s soncem in znajo gledati naprej v svetlo prihodnost, a tudi mi bomo še pogledali naprej, zdajle z Rudijem Kučarjem.
Na Stežaj odpiramo vrata o delo in življenje našega tokratnega gosta, Jožeta Dakskoblerja, gasilca, patekača, pohodnika, pevca in še bi lahko naštevali. Zdaj začela sva z gasilstvom, ki predstavlja, lahko rečeva, največji del vašega življenja, pa če morda ostaneva še malce pri gasilski dejavnosti. Dobrih 50 let ste posvetili gasilskemu poslanstvu. Kaj pa je tisto, kar si boste morda od vsega tega gasilskega dela, druženja, tovarištva najbolj zapomnili? Bodo to intervencije, ta poseben občutek, ki ga imate gasilci, ko se dobite skupaj, ali kaj drugega? Ja, jaz bom tako rekel, da to moje gasilsko življenje je bilo res nekaj posebnega, ne? Še posebno takrat, ko sem se kot gasilc zaposlil na gasilski zvezi v Tolminu. Jaz sem bil zaposlen pri gasilski zvezi, se pravi pri občini 21 let, ker sem bil vodja strokovne službe in pa seveda zraven tega pa še poveljnik gasilske zveze. In seveda to je potem spet druga zgodba. To ni več eno društvo, takrat moraš skrbeti za 8 društev, kar jih je v naši zvezi, in seveda je bilo za to res treba skrbeti, ker ko sem jaz to službo sprejel, v tistih letih gasilstvo na Tolminskem ni bilo opremljeno tako, kot bi si pa želeli eno drugo, in tukaj so bile največje borbe pogovori z občino, župani, z vsem tem, kako bomo vse to, spravili na višjo raven, kupili nove avtomobile za gasilce, novo osebno zaščitno opremo in vse te stvari, kako bomo kakšen dom gasilski tudi popravili. In tukaj se je ta zgodba odvijala neverjetno pozitivno. Jaz moram reči, da preživel sem do danes vse župane, kar jih je bilo, pa hvala Bogu so tudi župani še živi, in res je tako, da so z mojim prijateljem, ki je bil pa predsednik gasilske zveze Tolmin, Alešem Poljakom, gasilstvo na Tolminskem spravlja na en višji nivo, kar se pozna tudi danes, ko so prišli naši nasledniki za nam, na trdne temelje in lahko gradijo zgodbo naprej. Pa ne samo gasilsko, ampak tudi civilno zaščito, še malce bolj razširjeno. Tudi tam ste bili dolgoletni poveljnik. Ja, res je. 17 let sem bil tudi poveljnik civilne zaščite, ker me je takratni župan Uroš Brežan prav, v tistih dneh, ko se je zgodil ta plaz v Železnikih, se je tudi pri nas en delček te hude ure je prišel tudi nad Podbrdo in zasul eno ulico. Samo seveda tam so bile 3-4 hiše, ki smo jih mi že isti dan, isto noč očistili, in naslednji dan sem jaz že, aktiviral severno-primorsko regijo, da smo šli pomagati v Železnike. In po tistem me je ta naš župan vprašal, je rekel: Jože, pa bi ti sprejel še mesto poveljnika civilne zaščite? Sem rekel: ja, če mislite tako, župan, sem rekel, meni to ni problem, sem že tako tukaj zaposlen, a ne eno drugo, tako da, in od takrat naprej je bil ta spekter teh mojih del res, nekaj neverjetnega. Jaz se spomnim velikih intervencij, takih manjših poplav, in tega je bilo veliko, ampak največja je bila prav te poplave Železniki, potem druga največja je bil žled 2014, in pa seveda lahko danes rečejo vsi tisti, ki se nam smejejo, ali ne vem, kako bi rekel, tudi ta korona je za nas bila takrat, za pripadnike civilne zaščite, gasilstva, služb zaščite in reševanja, kar stresna. Mi smo veliko pomagali ljudem na vseh krajih, vozili maske visoko v hribe ljudem, po vaseh, kakorkoli bili z njim v stikih. Jaz mislim, da sem naredil dobro delo. A je bilo to potrebno ali ni bilo, to ne sodijo drugi, ampak mislim, da je bilo takrat za nas kot neko vojno stanje.
Ja, veliko dobrega dela je bilo opravljenega v preteklih letih in še bi lahko govorila o vašem gasilskem delu, pa bova morda tale del zaključila z enim prav posebnim poklonom gasilstvu v severnoprimorski regiji. Ne? Prišli ste na idejo, da bi se od doma peš odpravili do vseh gasilskih društev, prostovoljnih gasilskih društev v severnoprimorski regiji. Kako pa se je to zgodilo? Ja, veste, to je bila pa spet ena posebna zgodba, ki je v meni, bi rekel, rasla kar nekaj let. S to zgodbo me je navdušil prijatelj iz Cerknega, Tomaž Štremfelj, ki je svojo gasilsko zvezo prehodil v 24 urah. In sem mislil, to bom tudi jaz naredil, pač v gasilski zvezi Tolmin, ampak nikakor to ni prišlo na vrsto in na koncu sem enkrat rekel, pa če bi se jaz podal na tak gasilski kamino in prehodim vsa društva v severnoprimorski regiji. V severnoprimorski regiji imamo 50 gasilskih društev prostovoljnih in pa 2 poklicne enoti, se pravi Gorica in Ajdovščina. In lansko leto, avgusta meseca, jaz vprašam ženo, sem rekel, poslušaj, bo letos šla kaj hoditi? Je rekla, letos jaz ne morem, ker me boli koleno, eno drugo. No, sem rekel, potem je pa zdaj na vrsti moj kamino, gasilski kamino, sem rekel, in jutri zjutraj grem. Ob 5 zjutraj štartam, nisem nobenemu nič povedal, tako se je to začelo. In sem začel izpod Brda, po hribčkih do Ruta, naprej na Grahovo. V glavnem prehodu sem 578 km in naredil približno 10 000 višinskih metrov gor dol in seveda obiskal vsa prostovoljna gasilska društva v naši regiji. Se pravi, od Loga pod Mangartom do Podnanosa, kjer je zadnje društvo. V tej smeri, bi rekel, Soče in Vipave, potem pa sem šel iz Podnanosa nazaj proti Colu, iz Cola na Idrijsko stran, ko sem Idrijsko zvezo obhodil, sem šel na Cerklansko stran in seveda končal v gasilskem društvu Bukovo Zakojca, kjer so mi fantje res pripravili en tak veličasten sprejem. Jaz nisem nič vedel za te stvari, in mogel je skozi ta gasilski špaljer, zakus, kaj eno drugo, tretje, seveda jaz bi tam lahko bil še cel dan, ampak sem mogel ječe od tam nazaj peš domov v Podbrdo. In tudi tam ni šlo brez srečanja, Tudi tam ni šlo brez srečanja, brez vsega. Resnično, meni je bila ta zgodba, še danes mi je tak ponos, da sem jaz to lahko naredil. Hodil sem pa 17 dni, sicer ne eno za drugim, ker sem imel vmes, še neke druge obveznosti, tako da nisem mogel, pa tudi so se v tisti vročini so se mi vneli pod plati in sem mogel za 2 dni prenehati. Seveda mi je pa veliko pomagala tudi moja prijateljica Lidija Obit, ki mi vse te zadeve lepo uredila in urihtala to tako, kot se zagre. V glavnem, par dni ljudje niso vedeli, zakaj se to gre, potem so pa že vedeli, zakaj jaz hodim, kako hodim in marsikje so me počakali. Nisem pa hotel nadlegovati gasilcev, da bi me čakali na vem kaj, ker imajo ljudje svoje zgodbe in ne moreš misliti, da bojo sam tebe čakali. V glavnem povsod, kjer sem bil pri njih, so bili vsi, bi rekel, navdušeni nad tem, kjer pa nisem bil, so bili pa skoraj malo jezni, ampak če bi se povsod ustavil, bi lahko hodil še danes. Tako da res, to je zgodba, ki bo šla z mano do konca. Se je tudi na poti pokazalo to pristno gasilsko prijateljstvo, tovarištvo. So vas spremljali tudi po kakšnem delčku poti, vam dajali motivacijo v tiste najbolj strme klance? Da bi me kdo spremljal, ni bilo. Pa čeprav so želeli, da bi hodili z mano, ampak to je že preveč, je potem te logistike in vsega tega. Tako da sem pa jaz vsak večer na Facebooku objavil eno mehno objavco in to, tako da so ljudje vedeli, kje sem, kot hodim, kam bom prišel, in kjerkoli sem se ustavil, povsod sem bil res deležen. Kar sem si zaželil, to so mi tudi naredili. Je bil pa tale gasilski kamino, lahko rečeva, poklon vašemu gasilskemu delu, pa kot ste dejali tudi sami, ste ga posvetili preminulim gasilskim prijateljem in postavili tudi kot navdih mladini, ne? Res je tako, jaz sem se na marsikateremu pokopališču ustavil
prižgal prijatelju svečko in se zahvalil. Več prijateljev je že kar nekaj let pokojnih, jaz sem si pa mislil, lej, ti si pa še toliko sposoben, da lahko to zgodbo tudi pripelješ do konca. Ne? In res mi je to uspelo, tako da je pa to res tudi en navdih mladim. Jaz, če si bi ga še enkrat lotil, bi si ga lih mal drugač, ampak pustimo čas v čas, mogoče se pa kdo najde in ta krog preteče ali kakorkoli. Zemljevid je narejen in vrata so odprta. Tako da mladi danes te zadeve gledajo drugače. Tudi gasilskih sestankov ni več toliko, kar smo jih mi imeli. Danes se to vse da preko skupin na telefonu, preko omrežij takih in drugačnih. In mladi so res tudi veliko bolj zasedeni, kot smo mi bili. Mi smo svojo službo naredili, seveda tudi oni jo morajo, ampak njihova traja lahko cel dan ali kakorkoli. V glavnem, jaz sem rekel, jaz sem vesel, da je ta zgodba zagledala luč na koncu tunela in se zahvaljujem ob tej priliki res vsem, ki so me kjerkoli počakali, mi pomahali, še najbolj pa svojim domačim, ženi pa otrocem, ki so me vsak večer prišli iskat. Nikjer nisem spal razen doma, se pravi tam, kjer sem končal. Tam me je čakal taksi v narekovajih in zjutraj sem prišel nazaj na isto mesto in od tam štartal naprej. Ja, tako je na gasilskem kaminu, na tistem pravem, tudi nekaj teh imate v nogah, pa gredo stvari malce drugače. Nanj se odpravimo po naslednji. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Na stežaju ostajamo v družbi Jožeta Dakskoblerja, gasilca, pa pohodnika, tekača, vodnika po Rapalski meji in človeka, ki ima veliko zgodb, lahko rečeva kar po domače na lagerju. No, zdajle je zadišalo po morju, tja do Baške grape sicer kakšen morski vetrič ne potegne, je pa vas iz domače Baške grape ne odneslo na morje za nekaj let. Niste bili samo gasilec v življenju, ampak tudi mornar. Ja, res je tako. Takrat je bilo v teh naših krajih, nas je bilo veliko. Družba je bila res ta prava in generacija pred nami je hodila delati v Nemčijo. Takrat so Nemci odprli vrata in je ogromno mladih ljudi šlo delati v Nemčijo. Nekaj jih je šlo pa tudi na ladjo, takrat k splošni plovbi Piran, ki je nažalost danes ni več, In seveda je tudi mene bolj potegnilo na to stran in seveda sem naredil zdravniški pregled, oddal prošnjo in potem sem čakal. Jaz pa še en kolega sva čakala in ta kolega je dobil en dan poziv, da gre, jaz pa nič, In sem si mislil, to zdaj vprašanje, kaj bo, ker ta kolega je imel pa brata, ki je že bil tudi mornar, No, ampak naslednji dan dobim tudi jaz telegram, poziv, da se moram javiti v Kopru, tam in tako se je moja mornarska pot začela, ki pa ni trajala dolgo, bil sem na ladji vsega skupaj 2 leti in pol, ampak mislim, da mi je bilo toliko dolg čas, da so mene tele gore in grape le nekako prevlekle nazaj v Baško grapo. Sicer mi je bilo lepo, ampak ni mi bilo pa za zdržati prav preveč dolgo. Tako da tudi na to so lepi spomini, rad se tega spominjam, dobro smo zaslužili za tiste čase in seveda, ko sem prišel domov, to je bila vedno veselica, tako in drugače in resnično. To je bil en tak majhen ocvirk v tem mojem življenju, ki se ga vedno rad spominjam, tako da na ladji iz naših krajev pa mislim, da zdaj ni prav nobenega več. In tudi vam se je bilo ljubo in lepo vrniti v domačo Baško grapo. Ste zagotovo eden največjih promotorjev tega končka naše deželice. Če vas zdaj prosim za eno kratko in zelo, zelo jedrnato predstavitev Baške grape, zakaj je ta tako lepa, zakaj jo je vredno obiskati? Jaz bom tako rekel, Baška grapa je res lepa. Pa še zdaj, ki je že skoraj, bi rekel, malo preveč zaraščena, pa je še lepa.
Tisti, ki malo pozna našo zgodovino, ve, da so tukaj naši predniki prišli iz Južne Tirolske, iz Pustertalske doline in da so iz nič ustvarili vse to, kar še danes imamo. To so bili pridni, delovni ljudje, iznajdljivi ljudje in to se nam še danes pozna. Vsi mi, ki tam živimo, pravimo, da ta graparska trma, preživeti in doživeti Baško grapo, ni samo se peljati skozi Baško grapo, treba se ustaviti, če imaš srečo dobiče kakšnega domačina, da ti kaj pove in je Baška grapa že takoj bolj odprta, kakor prej, ko o temu nič ne veš. Ne? Tako da jaz sem zelo vesel, ponosen, da nas je še nekaj, ki to grapo tam tudi, bi rekel, promoviramo. Tudi zdaj, odkar je Baška grapa postala gorniška vas, je spet en dodaten plus vsemu temu, a ne? In upam, da vse te stvari, Julijana Trail, ki poteka, ta je daljinska pohodniška pot okoli Julijskih Alp, je prinesla v Baško grapo ogromno, bi rekel, ljudi. Ni dneva, da se ne vidiš tujcev, ki hodijo po Baški grapi, po tej poti Julijana. Tako da mislim, da je grapa res tista ta prava in ljudje, ki pridejo, pravijo, živite v nebesih. Tako, in če le potrkajo na vrata Jakovkne hiše, tam dobijo tudi vse ostale informacije, kje se lahko prespi, kam se lahko gre, kje najdejo ta pravega vodnika in če imajo srečo, tam ujamejo tudi vas, pa potem skupaj z vami vandrajo naokrog. Ne? Kolikokrat ste vi prehodili hribe okoli domače Baške grape, verjetno niti ne štejete, ne? Tega nikoli nisem štel, vem pa, da sem v enem letu, pa tu zdaj nimam v glavi, kjero leto je to bilo, gorski maraton 4 občin prehodil 17krat v enem letu. Tako da vse ostalo, pa da ne govorimo o Črne prsti, Porezna in vseh hribčkov okoli. Moram pa reči, da sem jih v zadnjih letih največkrat obiskoval tudi po zimi, ker tudi turna smuka je bila moja veliko veselje in smo presmučali vse hribe, kar jih je tukaj okoli, pa še kje drugje. Zdaj, sami ste že omenili gorski maraton 4 občin, ste njegov pobudnik, idejni vodja, ima pa tale gorski maraton povezavo tudi z Gorenjsko. Navdih zanj ste dobili, ko ste v Supergah tekli iz Preddvora na Jezersko. Res je tako. Jaz sem bil v tistih časih, aktiven gorski tekač in takrat se je tukaj odvijal ta, bi rekel, gorski maraton, ki se je imenoval SAM, Slovenski alpski maraton. No, in ko sem jaz to tekel 2krat in sem si mislil, kaj takega bi pa lahko tudi pri nas v Baški grapi naredili. In je mene ta ideja tako zasvojila, da sem jaz res začel iskati te stezice, kako bi ta krog povezal. In mi je to tudi uspelo, z Petrovega Brda na Petrovo Brdo, se pravi, takrat je bilo to tam enih 36 kilometrov in seveda, ko smo leta 2002 prvič to zadevo speljali, jaz sem si samo želel, da bi bilo na štartu vsaj toliko tekačev, kolikor nas je bilo prostovoljcev. Takrat nas ni bilo veliko, še nas je bilo njih 30 do 50 prostovoljcev, ki smo za to skrbeli. Na štartu je bilo 100 tekačev. Tako težkega teka in seveda na koncu so bile pohvale neizmerne, vsi so bili zadovoljni, Joško, bravo, dajte še to rihtati. No in na koncu res, drugo leto je 25 let, odkar je bil prvič organiziran gorski maraton 4 občin. In takrat drugo leto se bomo spomnili vseh tistih, ki ste nam stali ob strani, med drugim tudi vaš radio, ki je bil vedno nam na voljo za vse te stvari, kar smo jih radi povedali. Ja, in z veseljem bomo to počeli tudi vnaprej. Gorski maraton 4 občin pa ostaja ena taka prestižna kljukica na seznamu vseh pravih tekačev, pa ne več samo gorski maraton 4 občin, ampak zdaj je pravzaprav to en tak tekaški praznik, od tiste ultra preizkušnje do tistih kratkih tekaških razdalj, ki k teku in zdravemu načinu življenja spodbujajo mlade. Res je tako. Naš gorski maraton 4 občin je pač svojo zgodbo mogel nadgraditi in zdaj imamo 5 tekov, se pravi 10 km, 20 km, 42, 70 in 100.
A ne? Tako da resnično letos je bil ta naš festival poezija. Bilo je skoraj z otroci skupaj, otroke imamo naslednji dan v nedeljo, je bilo skoraj 500 udeležencev, kar je za Baško grapo za Podbrdo višek. Mi smo se odločili, da naš limit je 500, mogoče kakšen več, ampak kakorkoli, ko so teki zapolnjeni, potem mi prijav ne sprejemamo več. Pa ne zaradi tega, da ne bi mogli izpeljati tekme, ampak sam kraj ne prenese večje število udeležencev, ni parkirnih mest ni enega, ni drugega, zato je to za nas ne bo neka ekskluziva, ki jo more pač vsak probati in mislim, da jih je kar veliko takih, ki pridejo. Tako, radovednost, nekaj trme in veliko veselja prinaša oziroma piše nepozabne tekaške zgodbe, tako kot glasba. V nadaljevanju si privoščimo še eno kratko, potem pa skočimo še na kup, pa rečemo še kakšno o izzivih našega današnjega gosta. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Jože Daks-Kobler ostaja z nami. O gasilstvu, o teku smo že govorili, zdaj pa lahko rečeva kakšno še o glasbi. Tudi ta je en tak velik del vašega življenja in ima posebno mesto v vašem srcu. Pri vseh zborih domala na vašem koncu ste nekako sodelovali, ste tudi ustanovni član Okteta Bača. Kako posebna pa je glasba? Kakšno moč ima? Ja, jaz sem bil pevec od vedno. Zelo rad sem prepeval in še danes včasih kakšno takole zabrundam. Začel sem pa seveda v Podbrdu, v mešanem pevskem zboru Bača Podbrdo. Ena od ustanoviteljic tega zbora je tudi moja žena, ona je že prej pela. Jaz sem pa potem čez 2 leti pristopil zraven in pel do konca, dokler je zbor obstajal. Potem smo imeli eno tako moško zasedbo, ki je tudi prepevala ne prav preveč dolgo, največkrat na pogrebih, tako da tudi tam smo eno pesmico, ki sem jo pel solo na vseh teh pogrebih, še dan se jo ljudje spominjajo. Potem pa je seveda to petje prenehalo in meni to ni dalo miru, in sem začel in smo res ustanovili Oktet Bača Podbrdo, ki je pa tudi prepeval, jaz mislim, v eni runde 10 let, potem smo malo prenehali, pa še malo naprej. No in potem so pa teli mladi fantje začeli še enkrat pet, kako je že bilo, pa mislim, da je bil tudi Oktet Bača, Net Bača je bil. Na koncu Bača je bila vedno, ker Bača je bila naš pokrovitelj, tako, tovarna Bača, znak, in je to. No in na koncu so oni peli, seveda so pa spremenili, šli so bolj v tak popevkarski, bolj tak modern slog petja, tam pa jaz nisem več mogel biti zraven, ker prvič ne znam prav dobro angleško in je veliko pesmi pač, ki so jih peli v angleščini in sem jaz lepo tam končal. No, ampak zdaj na koncu pa ob 70-letnici Gasilske zveze Tolmin smo pa ustanovili moški pevski zbor Gasilske zveze Tolmin, ki je pa tudi zdaj že nastopil 2-krat, 3-krat, tako da mogoče bomo pa tam tudi še kaj kdaj zapeli. Ja, se že veselimo, zdaj verjetno pa si zapojete kakšno tudi na vseh vaših pohodnih poteh, kar nekajkrat sta z ženo prehodila Kaminov, kar nekaj smereh, pa tudi sicer veliko hodite. Vsak dan skočite na domači kup. Ja, res je, bom kar začel od začetka, se pravi, ženo smo prehodila 5-krat razne variante Kamina, 2-krat sva ga prehodila 800 km, tega dolgega, Severni Kamino in pa francoski Kamino, potem sva 2-krat prehodila Kamino Porte, se pravi portugalski Kamino iz Porta do Santiaga, enkrat ob obali, enkrat čez celino in seveda zadnji Kamino, ki sva ga prehodila 420 km ali nekaj takega, je bil pa Kamino Primitivo.
To je prekrasen kamino, ki te spominja prav na Slovenijo, hodiš po takih lepih krajih, po hribih, resnično ni tako obljuden, kot so vsi ostali, ampak to naju nikoli ni motilo. Vsak, ki gre na kamino, gre z nekim razlogom, vsak hodi sam zase, če hočeš govoriš, če nočeš ne, tako da je to res zgodba, kjer se lahko odklopiš, zjutraj obuješ čevlje, rukzak na rame in greš. Za vse ostalo po poti poskrbi Svet Jakob, tako da nisi ne lačen, ne žejen nikjer. Tako da to je zgodba, ki jo ženo želiva še kdaj prehoditi, pa tudi če ne 800 km, saj 200, 300, tako da si na poti tam približno 10 do 12 dni. No, zato pa trenirate, ne? Na domačem kupu. To je pa res, ta kup je pa meni neka taka spodbuda, zjutraj, ko se zbudim, pa če je lahko zvečer kakšna urca preveč kje v kakšni družbi, pa jo jaz mahnem na kup in doktor Kup, tako sem ga jaz v šali poimenoval, pozdravi vse, kar se te prime. Tako da, resnično, ta zgodba skok na kup je res, bi rekel, se prijela in vsak mesec na kup pride približno 80 ljudi, skoraj 300-krat. In vi z velikim veseljem hodite ne samo na kup, ampak tudi po sledeh Rapalske meje, kot vodnik predstavljate domače kraje obiskovalcem. Je kar zanimanje, kolikor vem. Veste, kako je s tem? Jaz sem to začel pred več kot 30 leti. Takrat o temu ni bilo veliko znanja. Imel sem pa priliko, da sem poznal tudi nekaj ljudi, ki so to, bi rekel, to mejo doživeli in preživeli. Od njih sem zvedel marsikakšno zgodbico in pa seveda kasneje, ko smo pa ustanovili zgodovinsko društvo Rapalska meja, ki ima sedež prav pod Brdu, predsednik je Grega Žorž, je pa tukaj podatkov ogromno. Mi imamo zdaj tudi imamo spletno stran, kjer je veliko res koristnih podatkov, lepih reči. Tudi na Facebooku imamo svojo skupino, kjer se javljajo ljudje, za katerimi prej niti vedeli nismo. Je bilo pa pod Brdo, bi rekel, zadnji tak večji kraj v takratni kraljevini Italiji in tukaj so se tkale zgodbe take in drugačne. Če vam samo to povem, da so Italijani pod Brdo imenovali Piccolo Parigi, se pravi, pod Brdo je bilo ogromno gostiln, bile so delavnice, mizarske, čevljarske, take in drugačne, kovači. Tako da je bilo res zgodba takrat v tistem času drugačna kot danes. Seveda pa mi ne želimo, da bi se ta zgodba še kdaj ponovila, pozabiti je pa ne smemo. Zato mi z velikim veseljem razlagamo ljudem, kje je ta meja potekala, kaj se je takrat v naših krajih dogajalo in hvala Bogu, da je ta zgodba trajala samo 25 let. Tako, toliko o zgodbah za danes, ker nama je čas ne vem kdaj, ne vem kam pobegnil. Z velikim veseljem pa kakšni prisluhnemo še v živo. Naj si bo na Rapalski meji, naj si bo v vašem domačem Podbrdu oziroma kjerkoli nas bodo združile naše poti. Za konec pa morda še vprašanje, ki si ga ob vsem povedanem verjamem, da zastavlja marsikakšen poslušalec, poslušalka. Odkot vam volja in energija za vse to? Ja, tako bom rekel, Jana, jaz sem voljo vedno imel, energijo pa tudi, In še če rečem, da ženo sva poročena že več kot 45 let, vedno me je podpirala pa tudi žena in s tem tudi otroci. In to je še danes in ob tej priliki bi se jaz res moji družini zahvalil zelo lepo, kajti brez njih vprašanje tudi Joško ne bil tak, kot je. V glavnem, jaz samo to rečem, kot reče moj zelo dober prijatelj in seveda vaš, ki ga velikokrat gostite, župana Milana Čadeža, v kop moramo držati in to je bistvenega pomena. Vse sorte v življenju pride, vendar, če se znamo pogovoriti, dogovoriti, zadeva gre naprej, če ne se pa ustavi. In hvala Bogu, pri meni se ni ustavila, je šla naprej in še danes gre naprej, sicer malo bolj počas kot včasih, ampak to je to.
Tako in tudi mi dva bova rekla hvala za danes in nasvidenje naslednjič, ko bomo, verjamem, da slišali še marsikakšno zanimivo zgodbo. Za danes pa, kot rečeno, veliko dobre volje, prehojenih kilometrov, odkritih kotičkov in novih zgodb. Srečno!